Ura je 19:45 in kakor vedno je ob tej uri čas za oddajo Lahko noč otroci. Že več kot 50 let vsak dan na prvem najmlajše s pravljico pospremimo v svet sanj. Nocoj pa pripravljamo posebno presenečenje. Prvič boste lahko slišali in hkrati tudi videli, kako pravljica nastaja v radijskem studiu. To bo legendarna Muca Copatarica, pisateljice Ele Peruci. V radijskem studiu 13 so že pripravljeni dramska igralka Saša Mihilčič in glasbenika Peter Jevšnikar na trobenti in Jernej Šurbek na zvočilih. V neposrednem prenosu jih lahko spremljate na prvem, vidite pa tudi na portalu 4D in Facebook strani prvega. Vabimo vas, da videoposnetek delite, v komentar pa napišete, katero pravljico bi želeli slišati prihodnjič. Sicer pa upamo, da ste že z nami prek radija in ekrana. Vstopimo torej v pravljični svet Ele Peruci. Vabljeni k poslušanju Muce Copatarice v živo. V mali vasi so majhne hiše in v vsaki hiši so otroci. V pisanih srajčkah so in obuti v rdeče in modre copatke. V tej vasi je lep red. Vse hiše v vasi so bele, vse strehe na hišah so rdeče, vsa okna imajo zelena polkna, dvorišča so pometena in cesta je gladka. Vse je v najlepšem redu, le otroci so neredni. Zvečer, preden ležejo spat, nikoli ne pospravijo copatk za seboj. Drugo jutro jih iščejo pod mizo, za pečjo, na stopnicah, v vozičku, med drvmi, v žepu očetove suknje in po dolgem iskanju najdejo eno copato v kuhinji, drugo v sobi. Neko jutro pa, ko so že v vseh hišah v mali vasi kuhali zajtrk in so se otroci zbujali, je Janezek zaman iskal svoje copate. Mama, kje so moji copati? Je vprašal. Če jih nisi zvečer pospravil, ti jih je odnesla Muca, je odgovorila mama. Mama, kje so moji copati? Je klicala Špelca v sosednji hiši. Če jih nisi zvečer pospravila, jih je odnesla Muca, je rekla mama. Mama, kje so moji copati? Je vprašal Tine v tretji hiši. Muca ti jih je odnesla, ker jih nikoli ne pospraviš, mu je odgovorila mama. Mama, kje so moji copati? Je vprašala Tonka in mama je odgovorila. Muca jih je odnesla.